Evropa osebno. Ko sem prišel v Slovenijo, sem spet čutil obveznost, da tiste kolajne, ki so bile prej, nič ne veljajo, ker je to svež začetek in da bo treba se spet dokazovati. Tako da sem se resno prejel naloge in mislim, da dokaj uspešno je opravljal. Jakov Fak svojo nalogo, kot pravi, opravlja naravnost odlično. Za slovensko biatlonsko reprezentanco je začel nastopati leta 2010 in takoj začel nizati uspehe. Iz sezone v sezono dokazuje, da sodi v svetovni vrh. Z zimo pa je tesno povezan že od otroštva, takole opiše svoj domači kraj Mrkopal. Ta moj kraj je tak zelo enostaven, preprost, včasih dost krut zaradi samih vremenskih razmer. Klima ni najbolj blaga. Ampak načeloma sem bil vesel, ker smo tudi po zimi imeli obilico snega. Zdaj v zadnjih letih so zime nekoliko bolj mile, tako da se je malo spremenilo. Tudi spremenilo se je v samem mestu to, da je večinoma starejše prebivalstvo ostaja. Vsi mladi so odšli, ker ni služb. Tako da, ja, tudi to se spreminja. Po drugi strani je pa to sam še dokaz, da je moja odločitev bila pravilna. Jakov Fak si je z družino dom ustvaril na Gorenjskem. Koliko pa ob obilici tekmovanj in treningov še najde časa, da obišče starše in svoj dom iz otroštva? Pa moram priznati, da v zadnje čase vse manj. Enkrat, ko si ustvariš družino in se dejansko nekako preseleš nekam, Zdaj, tukaj je moj dom, tukaj se počutim dobro in mislim, da so me ljudje sprejeli in da sem tudi jaz sprejel veliko večino dobrih stvareh, ki jih Slovenija tudi kot država ponuja. Tako da moji otroci so že rojeni tukaj in so v bistvu že prva generacija, ki bo za mano ostala tukaj in sem vesel, da odraščajo v, bom rekel, po mojem mnenju zdravi družbi, ki stremi k temu, da imajo otroci skozi boljše pogoje. Ne vem, ko pogledam vrtce ali pa šolstvo, se mi zdi, da je na zelo visokem nivoju od infrastrukture za ukvarjanje s športom na rekreativni in tudi na profesionalni ravni. Tako da, ne vem, nekako iz vidika športnika si pomirjen. Seveda, vedno se da bolj, ampak če usporejam to recimo s kakšno drugo državo, mislim, da je kar na visokem nivoju. To me obdaja z nekim optimizmom in si vesel, če tudi sam prispevaš k taki družbi in jo delaš boljšo, bolj kompetitivno in tudi bolj prepoznavno po svetu. Njegovi prvi spomini na Slovenijo so seveda povezani s Pokljuko, kjer še vedno preživi precej časa. Že prvi stiki so bili zelo zgodaj, ker ti prve priprave ali pa neka tekmovanja mednarodna sta bila v Sloveniji, tako da Pokljuko poznam že zelo, zelo dolgo. Začelo se je bolj skromno, pa z malo preživetih dneh do tega, da je prišlo tudi, da sem gor praktično živel. Pokljuka je zelo lepa, ampak ni neko mesto, na katerem bi hotel živeti ves čas. Vseeno smo ljudje družabna bitja in je dolina je nekoliko bolj temu naklonjena. Jakov Fak je po prestopu v slovensko reprezentanco hitro navdušil z odličnim znanjem slovenskega jezika. Začel sem se učiti že pred samim prihodom v Slovenijo ali pa v vrste slovenske reprezentance. Nekako želja je bila, da bi se to zgodilo tudi prej, ampak ni bilo možno in odločil sem se, da če bom en dan zastopil državo, da je normalno, da govorim jezik, ki se govori v tej državi. Konec koncev, ko prestopaš v vrste neke reprezentance, to pomeni, da jo zastopaš ne samo na samem tekmovanju, ampak tudi v pogovorih z medijih in da je čisto v redu, da če postajaš del neke družbe, da se prilagodiš tej družbi in mislim, da govorenje domačega jezika je osnova. Pred dobrim desetletjem je Jakov Fak v Slovenijo prišel kot uveljavljen biatlonec. S hrvaško reprezentanco je že nizal dobre rezultate, med katerimi izstopa bronz olimpijskih iger. Je bila odločitev za prestop v slovensko reprezentanco težka? Pa moram priznati, da je. Na koncu koncev vsak, ki se rodi na določenem mestu, mogoče se tega niti ne zaveda, koliko mu pomeni to
samo mesto, bom rekel, neka pripadnost neki mikrolokaciji oziroma vasi, v kateri si rojen, v kateri odraščaš. Zdaj mogoče, če se te spremembe zgodijo dosti zgodaj, dokler si še otrok, niti ne začutiš tega, ampak verjetno tudi sama situacija, ko sem bil zelo majhen, se je začel razpad bivše države Jugoslavije in so se države osamosvojile, tako da celotno otroštvo sem odraščal tudi v tem slogu, da si nacionalno ozaveščan in da tudi čutiš pripadnost temu narodu, temu kraju, tej državi in tako naprej. Tako da ni bilo enostavno, ampak včasih je v življenju treba narediti določene spremembe in moja pot ali pa moja kariera, jaz nisem videl druge rešitve, da bi imel zadost kvalitetne pogoje, pa ne zaradi tega, ker Hrvaška ne bi bila država, za katero ne bi hotel nastopati, seveda z veseljem bi, ampak v določeni situaciji je prišlo do tega, da enostavno ljudje, ki so vodili zvezo, niso imeli niti vizije, niti ambicije, da bi to šlo na nek višji nivo. Mogoče sem jaz bolj verjel v to, kot oni. Nismo najdli skupnega jezika in edina prava oziroma edina pot, ki sem jo jaz lahko naredil, je bila ta, da zamenjam državo, za katero tekmujem. V dresu slovenske reprezentance je Jakov Fak dosegal 8 zmag, 2-krat je postal svetovni prvak in na olimpijskih igrah osvojil srebro. Kje pa so v hiši našega najboljšega biatlonca vse te medalje? Pa če sem čisti iskren, nimajo nobenega posebnega mesta. Tudi človek nekako v temu, bom rekel, lovu na nove lovorike, nekako na vse tisto, kar se je zgodilo, to da nekam v predale in vedno stremi k temu, da doseže nov cilj. Šport je pa še sam tako naravnan, da se je treba dokazovati iz dneva v dan, tako da nekako vse tisto, kar je bilo narejeno, tisti rezultati in to lepo je kdaj pogledati, ampak ne stoji nikjer, ker se mi zdi, da včasih, če preveč to gledaš, da se znaš razvaditi in prehitro biti zadovoljen sam sabo. Mislim, da je vseeno treba vso moč in energijo, ki jo imaš, vlagati v to, da si znova in znova boljši oziroma probaš biti na čim višjem nivoju in nekako nikoli oziroma vedno, ko prideš do določenega cilja, se pravi ustvariš nek uspeh ali pa osvojiš kolajno, vedno se zbudi želja, da bi jutri še eno. Ne? In ta želja potem je nekako se ne da ugasniti, nikoli zadovoljiti in mislim, da to žene športnike naprej. Leta 2018 je bil Jakov Fak predlagan za zastavonošo slovenske reprezentance na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Naš najboljši biatlonec se je na koncu odločil, da to vlogo raje prepusti drugim. Mogoče tudi ta zgodba nikoli ni bila, bom rekel, razpletena do konca. Ne? Načeloma sem se odločil, da takrat ne bom nosil slovenske zastave, zaradi tega, ker sem imel telefonski pogovor, v katerem sem pač od enih od vaših kolegov imel zastavljena taka vprašanja, da se mi je zdel pod vsakim nivojem, da nekoga, ki državo zastopa po najboljših močeh in relativno uspešno na svetovnih prvenstvih, na svetovnem pokalu, in slovensko zastavo in grb imel na svojem dresu vsak dan. In se mi je to zdelo totalno pod nivojem, da mene nekdo sprašuje, če sem jaz dost Slovenca, da bi imel to čas za nositi zastavo. Sem rekel, če me nekdo drug predlagal, očitno to misli, in nekako sem takrat imel relevantne te kroge iz olimpijskega komiteja, da je to pač vseeno za nas športnike najvišja instanca. In sem enostavno, glede na to, da je šlo vse v to neko smer, sem rekel, da bi raj to prekinil, ker nisem hotel pol imeti še 100 klicev, pa zakaj. Nekako sem se takrat odločil, da bo najboljše, da se enostavno umaknem iz tega, da pač zastavo nosi nekdo, ki je po mnenju vseh zadost Slovenca, da nosi zastavo, da bo najboljše, da jaz naredim svoj del, najbolj kar znam, se pravi,
tekmujem najboljš, kar lahko in na koncu je kolajna bila, mislim, da najboljša, bom rekel, ne nagrada, ampak enostavno najboljši odgovor na vse, da sem ta, ki lahko mogoče v prihodnje naredi tako gesto in nosi zastavo tudi za Slovenijo. Na svetovnem prvenstvu na Pokljuki je Jakov Fak razkril, da mora pred tovrstnimi dogodki starejši hčerki obljubiti, da bo dober in da bo hitro doma. Svoj prosti čas najraje preživlja svojo mlado družino. V bistvu vedno probam ta trening, ki ga naredim in oziroma ves vmesni čas uporabiti tako, da je zanimiv tudi za otroke. Nekako starše ne izbiraš, in prav tako moji otroci tudi niso. Tako da, ko si doma, je zelo dobro, da začutijo tisto tvojo bližino, ampak kljub vsemu, da se sami razvijajo, da imajo svojo družbo. Ampak da vejo, da si vseeno tukaj nekje blizu, če te rabijo. In tudi meni to čist zadostuje gledati svoje otroke, kako odraščajo, kako se razvijajo. In mislim, da tukaj pride do nekega medsebojnega zadovoljstva, ko smo bliže eni drugim. Seveda pride tudi obdobje, ko so tekmovanja ali kakšne zelo pomembne priprave, ko se ne moremo videti, ampak to je nekako samoumevno. Tukaj ni preveč debate o tem, ali je to nujno ali ne. Točno se ve, kaj je nujno, kaj je treba narediti in kdaj si lahko z družino, kdaj pa ne moreš biti in kdaj se treba popolnoma osredotočiti na stvari, ki jih moraš narediti. Namesto na zasneženi Pokljuki v zimskih mesecih sva se z Jakovom Fakom tokrat pogovarjala poleti, na še posebej vroč dan. Zato sem ga vprašal, kaj je njegova protiutež zimi. Je najboljši slovenski biatlonec ljubitelj morja? Pa v bistvu niti ne preveč. Poleti, ko sem bil otrok, smo zelo malokrat šli na morje. Vedno je bilo nekaj za delati, tako da imam bolj nekako sem nagnjen k nekemu gozdu in lahko bi tudi celo poletje preživel delati nekaj, biti v gozdu, recimo, če bi imel ta en teden, ki je zmanjšana količina treninga, tudi če bi mogel nekaj fizično početi, bi se lih tako normalno počutil, ker nekako to ti pride v navado, ko si otrok, dobiš neke navade in potem sem tudi zdaj zelo hvaležen svojim staršem, ker nekako nimam neke hude potrebe po nekemu premoru. Lahko sem vedno aktiven in ne rabim tudi zadovoljevati take neke osnovne stvari. Vem, da to v Sloveniji je zelo, vsaj tako, kot sem dobil občutek, zelo pomembno, da se gre na počitnice poleti in tudi sam bom probal svojim otrokom to zagotoviti. Zaenkrat to gre in upam, da bo tudi v prihodnje in da so te neki premori pa počitnice od vsak dana, ampak ne vem, jaz sem navajen, da je lahko vsak dan zelo monoton in enostavno se v tem znajdem in ne čutim nekega bremena tega, ne čutim nekega pritiska, da skozi moraš 2-krat na dan trenirati, da ne greš nikamor posebej na neka mesta, ker enostavno tako to dojemam. Nimam razvitega tega čuta, da zdaj mora biti premor od treninga ali pa zdaj mora biti, ja, seveda po planu tudi pride počitek, ko ga moraš opraviti, ker to je trening plus počitek sta ena enota, ampak tako nasplošno nimam nekih potreb po počitnicah. Tako da po moje zaradi tega, ker toliko uživam v svojemu, ne vem kako to rečem, poklicu, ne bom rekel poslu, ker to dojemam nekako kot svoj življenjski stil in dokler v tem uživaš, po moje nimaš nobene potrebe po nekem počitku ali pa dopustu. Športniki zaradi tekmovanj in priprav veliko potujejo po svetu. Kaj pa zasebno? Ima Jakov Fak potovalno žilico? Pa trenutno ne. Če sem čisto iskren, ni, ampak zaradi družine in zaradi tega, ker vem, da moji družini ni enostavno, ker tudi po sezoni ne gremo nikamor. Mislim, da bo fair, da takrat, če bo le možno, ko zaključim svojo kariero, da malo več potujemo.
da raziskujemo svet in ker tudi sam, če bom to počel, bom videl marsikaj, ki mi ni bilo možno med samo kariero. Zdaj so v teku priprave na novo sezono, ki prinaša tudi olimpijske igre. O koncu kariere pa Jakov Fak pri 33 letih pravi, še ne razmišlja. Mogoče je kdaj bil kakšen signal, ki je šel v to smer, da sem mogoče kdaj premišljal o nekem zaključku kariere, ampak to je bilo mogoče bolj v afektu in bolj pogojevano z kakšnim neuspehom, ampak recimo lanskoletna sezona in tudi samo počutje in občutki in želja mi je zelo dobro dala vedeti, da se tukaj še vedno zadosti dobro znajdem in da telo zadosti dobro funkcionira, da sem lahko še na zelo visoki ravni. In tudi če dobro treniram in če nimam težav z zdravjem, da lahko tekmujem še vrsto let. Tako da nobenega pomisleka trenutno ni o nekem bližnjem koncu kariere. Kvečem, če bom začel razmišljati o tem, bo to najbrž čez 4 leta, prej pa sigurno ne. Še dobro, kajti slovenskega biatlona si brez njega preprosto ne znamo predstavljati.